smo se udeležili na posebnega dneva Porsche Road Tour, Porsche Driving Experience, ki je priredil Porsche Center Ljubljana s pomočjo tovarne. Ja. In za nama pa med nami zraven povsod je enkrat finih Porschejev. No. Res, če se malo obrneva, kamorkoli pogledava praktično, sami Porscheji. Evo, in takole, midva sva začela danes z Panamero Turbo. To bo najin prvi avto, ki ga bo vozila. In mislim, da je za tale okolje kar ta pravi avto, zato ker gremo najprej iz parkirišča proti malo valovinkastim cestam in takrat pride pa drug avto na vrsto. A mi smo komi štartali, pa se Andraž pač že mali in hraje že dvihnil zadaj spoiler, tako da. Dva tedna nazaj smo te Porscheje sem gledali v bistvu v Frankfurtu, v Porsche muzeju, pač povsod, ja, ne? Ni dolgo tega. Zdaj se pa vozil v Panameri Turbo. Pač kar me je presenetilo, v bistvu najprej to, da je poka kar naprej, pač skozi. Pač skozi, no, to je zakon, no. Res je fajn. Hudo, no. Pred nami je v bistvu še Carrera 4 GTS, vodi nas Macan, tako da je pa akcija še na malo. No in tik-tak sva se že zamenjala in trenutno sediva v Macanu Turbo. In sicer tudi s performance paketom, se pravi malo glasnejši izpuh, pa 40 konjev več, tako da skupaj 440 konjev. Zdaj pa Primož povedal še malo več o današnji turi, kam gremo, koliko časa se bomo vozili. V bistvu, kam gremo, ne mlih točno, zdaj sem ida na Jezersko, čaka nas 100 km poti, pripravili se nam mestne postojanke, kjer zamenjamo te naše Porsche. To je to. Zdaj pa mi, da bomo probala čim bolj uživati, pa to izkušnjo prenesti tudi vam prek tega videa, tako da uživajte. Jaz sem Macana Turbo že vozil na Portugalskem, takrat sem bil na študentski izmenjav in jih prišel ven, snimali so v bistvu promocijski video za Portugalsko. Zmenili smo se za testno vožnjo, itak sem že vse skoraj pozabil, tako da tale performance package je zdaj še neka nadgradnja, občutki fantastični, pač no vem, meni je zvok toliko všeč, da brez veze, res. Mi zamir, če malo trese, no. Zdaj smo v Caymanu S. Cabrio. Cabrio, ja. Streha je sicer gor, ampak mi dva lih tako živo, avto spet poka, Andraž po moje, srečni, ne? Prekipijo od veselja. Prva runda je za nami in naši lepoci so parkirani tukaj zadaj za nama. Zdaj je čas za kratek premor, kavo, čeprav midva je ne rabva, midva bi vozila še kar naprej, ampak čeprav je, da je tako treba, v redu. Primož, kakšni so prvi občutki? Fantastično je res, tukaj teh zakon avtov na kupu. Že v Frankfurtu sem rekel, da je pač Porsche perfekcija in
To je to. To je potrditev tega. No? Po moje bolj, da naj jo kdo ščipne, če slučajno sanjava. Ampak mislim, da ne, da je to kar realno, tako da greva uživati naprej. Tako, se pravi, zdaj so vozila Panamero, Macana in pa Caymana. Zdaj pa je na vrsti Porsche vseh Porschejev. klasika. 911 GTS, tako da je. Evo, Primož je dobil ključe, Hvala. tako da, evo, to je pa tale za nama, ta bel. No, takole, v Porscheju vseh Porschejev in Primožu se že smeje, čeprav smo komaj speljali z parkirišča. To je pa posebno doživetje. Že tale rdeč pas napove, da so v nečem res hudem. To so taki majhni detajli, ki naredijo avto res fantastičen. Ja. Že po parih kilometrih nam je dejansko takoj postalo jasno, zakaj je ta Porsche od Porschejev. Nora. In takoj zatem pride na vrsto še tunel in še boljši zvok. Res, prava glasba za ušesa. Ko smo obiskali Porsche tovarno, so naj vprašali, kateri je vanj sanjski Porsche. Jaz sem rekel, da je to 911 Targa GTS, ampak to je dosti dober približ k temu, no. Vse je praktično skoraj isti avto. Tale zvok je res pravljica za naša ušesa, sploh to pokanje. Še zunaj vse gleda. Ja, pa veliko pozornosti pritegne tak avto, tako da noro. Evo, in zdaj nam je inštruktor dal zeleno luč za poln gas. In tako kot vsaka dobra stvar je tudi tale dan prišel do svojega konca in tele lepe ključe morava midva na žalost vrniti njegovemu lastniku. Ni fair, ampak to bo zavedno ostalo na enem spominu. Ja, to je bila res najboljša in najbolj adrenalinska izkušnja v najnem življenju, tako da... Do zdaj. Do zdaj. Upava, da pride še kaj boljšega. Mogoče enkrat tudi kakšen tak doma v garažo, ne? Pustimo se preseneti. Do takrat pa bomo vsi sanjali, tako da se vidimo v naslednjem vlogu. Adijo!